V mariborskem UKC-ju kri odvzemajo vsak delavnik po ustaljenem urniku na poziv ali v okviru akcij. Krvodajalcem vedno opravijo osnovne preiskave in splošen zdravniški pregled. Primanjkuje RH negativne krvi, pri nas ta trenutek zlasti A negativne in 0 negativne. Skozi vso leto se nam pa nekako nadaljuje pomanjkanje, odnosno vedno smo tako na robu krvne skupine A pozitivne. Dnevno se nekje zbere okrog 100 do 120 enot krvi. Darovanje krvi je tudi pri severnih sosedih kljub zasebnemu zdravstvu pod vodstvom Rdečega križa neplačano. Njihova zakonodaja pa že četrt stoletja omogoča tržni odvzem krvne plazme. V Sajersbergu pri Gradcu tako že nekaj let deluje center za darovanje krvne plazme, dnevno pride od 700 do 1800 ljudi. Med darovalci so tudi Slovenci, a med našim obiskom ni bilo nobenega. Around 2-3% of our donors will come from Slovenia. Eine Folgespende dauert ungefähr eine Stunde. Muss aber zuerst kommen und sich anmelden, eine Untersuchung machen, dann müssen Untersuchungsergebnisse abgewartet werden und wenn alles in Ordnung ist, dann kann zur Plasmaspende kommen. Darovalce tam pregleda zdravnik vsake 4 mesece, plazmo pa lahko donirajo največ 3-krat v 14 dneh. Der Spender darf maximal 1% seines Körpergewichts spenden. Das ist in der Regel, je nach Körpergewicht, so zwischen 700 bis 850 Milliliter Plasma. Aus Plasma wird Albumin verwendet, das ist ein Eiweiß. In erster Linie geht es um Eiweiße und Antikörper. Bei den Eiweißen ist eben das Albumin sehr wichtig für Verbrennungsopfer oder das Fibrin für Operationen als Klebstoff. Poleg udobja in tehnološke opreme ležalnikov pa je lahko velika spodbuda tudi bon za 22 evrov, ki ga lahko porabijo v nakupovalnem središču. The most of them will come because they do for their own control for their own health. They will get some money for this and they will help patients. Plačljivemu darovanju krvi ali plazme pa Slovenci večinoma niso naklonjeni. Denar je itak lahko velik motiv, ne. Sam po eni strani se mi ne zdi prav, zato ker dajanje krvi naj ne bi bilo pač egoistično usmerjeno. Ker se ne splača, zato ker toliko porabiš bencina, koliko tam dobiš. Plus tega so še potem stroški, da prideš v Gradec, tu pa je drugače, ne. Jaz sem tudi študent medicine, torej sem tudi iz tega vidika čisto prostovoljno pristopil. 90% krvi pri nas sicer odvzamejo polnovredne, same plazme zelo malo. Večinoma jo pridobijo s postopki centrifugiranja. Slovenska plazma se uporabi le za domače potrebe, medtem ko jo avstrijski centri prodajajo farmacevtskim podjetjem, ki iz nje izdelujejo zdravila za sladkorne bolnike, hemofilike in druge, po vsej Evropi, torej tudi v Sloveniji.